Pozdravljeni! V že četrtem videu oziroma tretjem poglavju moje knjige Pot do nje, knjige za moške o tem, kako ljubiti sodobno žensko. Kot obljubljeno bomo v tem videu nekoliko poškatljali različne vrste žensk. Čeprav, če smo iskreni, je ženske zelo nehvaležno pospravljati v predalčke, ker je vsaka ženska svoj individuum, vsaka ženska je svojevrstna. In že samo dejstvo, da ženske dejansko razmišljajo kot po sistemu inštalacije, govori o tem, da je teh vrst, teh individuumov toliko različnih karakterjev, da je skoraj nemogoče jih spraviti v nekakšne, da tako rečem, homogene skupine. Vendar pa sem vseeno se potrudila nekako in skušala nekako povezati ženske glede na njihovo starostno skupino, v kateri se nahajajo, in pa glede na to, kako so karierno aktivne v svojem življenju, v nekakšne skupinice, v katerih si ženske nekako delijo vrednote, pričakovanja do življenja in nenazadnje tudi do moških. Namreč v različnih starostnih obdobjih ženska drugače gleda na življenje, kot moški se tudi ženska skozi odraščanje, skozi staranje, da tako rečem, tudi spreminja in nekako dozoreva, in na tak način se seveda spreminjajo tudi njeni pogledi na svet. Istočasno pa je tudi odvisno od tega, kako je ženska v svojem svetu, v svojem življenju karierno aktivna, oziroma kako se vključuje v družbo oziroma v svoje življenje, kakšno vlogo dejansko v življenju opravlja ali igra. Vse to vpliva na to, kakšne vrednote ima in kaj si v bistvu želi v življenju, tako najprej za sebe in od sebe, kot tudi od ljudi, ki so jih bližnjih, torej predvsem od moškega tudi, s katerim je. Seveda sem v knjigi tudi nekoliko opredelila ženske karakterje glede na astrološka znamenja, ampak s tem se danes v videu ne bomo ukvarjali, preprosto bomo samo pregledali, kakšni so karierni in starostni, oziroma starostni statusi, da tako rečem, čudno sicer zveni, ko govorimo o ženskah pa o starosti, ampak nekoliko nevarno. Ampak gre pač za lažje razumevanje, zato ker najprej moraš vedeti v bistvu, s kakšno žensko si in vse približno, kakšna so lahko njena pričakovanja, kakšni so njeni odtenki. Seveda pa potem v življenju z njo odkrivaš tudi njeno dejansko barvo. Tako da smo vsi nejasni, to so zgolj odtenki. Njena individualna barva je pa tisto, kar morate odkriti skozi čas, skozi življenje z njo. Torej, najprej bomo začeli z odtenki kariernih statusov. Torej, gre za to, v kakšnem okolju ženska preživlja svoje vsakodneve in na kakšen način samo uresničuje svojo ženskost, torej z kakšnim delom in poslanstvom. Prva skupina, ki je definitivno ena najstarejših oblik, pa tudi najbolj tradicionalna izbira ženske je, ki sem jo poimenovala tudi mati gospodinja. Mati gospodinja je vloga, ki jo izberejo ženske, ki se odločijo, da bojo svojo ženskost samo uresničevale skozi materinstvo in z skrbjo za družino in dom. Takšne ženske so večinoma bolj kot ne nezahtevne do moških, ne pričakujejo veliko, večinoma bolj to, da moški služi denar in zagotavlja nekakšen prihodek in blaginjo za družino, medtem ko one skrbijo za red v družini, za vzgojo otrok in za vse ostale malenkosti, ki se pač doma morajo urediti. Na hitro bi lahko človek pomislil, moški, da je s takšno žensko enostavno, vendar žal v sodobnem času, kjer se od žensk veliko pričakuje in se jih na nek način tudi izziva za tem, da so lahko več, je mnogo teh žensk, ki se za to odločijo, globoko v sebi v bistvu žalostni, želi si več od sebe, ampak zaradi te svoje odločitve, ki so jo sprejele, preprosto ne nadaljujejo po tej poti, krivijo same sebe, včasih tudi moškega za to, in na tak način v bistvu zelo hitro pač pride do tega, da so to ene bolj žalostnih ali pa nesrečnih žensk. Sploh, če samo uresničevanje skozi materinstvo in skrb za dom ni bila njihova resnična želja. Tako da pač te ženske so lahko tudi zelo hitro nesrečne in potrebujejo moške, ki bi jih spoštovali zaradi tega, kar doma počnejo.
Pomembno jim je, da moški ceni, da moški vidi, kaj vse počnejo za njega in za družino. Tukaj najbolj od vsega potrebujejo mame, gospodinje, potrditev. To jih osrečuje. Če gremo naprej, seveda v knjigi piše še več o teh odstenkih, ampak mi pač moramo biti kratki, da lahko povzamemo vse. Naslednja, takoj kontrastna mame gospodinje, je seveda karieristka. To so ženske, ki so že v bistvu iz študijskih klopi jasno vedele, kaj želijo početi in so temu sledile v bistvu včasih tudi kot fijakarski konj, da tako rečemo. Njihova glavna vrednota je, da so neodvisne. Zato so tudi te ženske precej zahtevne za biti v odnosu z njimi, zaradi tega, ker so pač prepričane v svojo samozadostnost in velikokrat sploh ne potrebujejo moškega ob sebi, tako si seveda mislijo, v to so prepričane. In takšne ženske so težko dosegljive, zato moškim tudi velikokrat zelo zanimive, vendar v odnosu lahko hitro pride do nekakšnega tekmovanja, nekakšnega dokazovanja, ki izpodriva tiste toplino in nežnost in povezanost med moškim in žensko. Zato se lahko moški hitro počuti ob taki ženski, da je pravzaprav na dirkalni stezi, kjer mora ves čas tekmovati z njo. Najbolje bi bilo, da se moški zaveda, da takšna ženska potrebuje potrditev predvsem v svoji sposobnosti, v svojih kompetencah, kariernih kompetencah in da se zaveda njene samozadostnosti. To pomeni, da nekako ne skuša preveč se postavljati v vlogo njenega skrbnika, ampak bolj v vlogo njenega skoraj že poslovnega partnerja, kar zveni zelo hladno, ampak ženske na tak način, da ji bo moški dovolil pač njen čas, njeno uresničevanje, njene poti, njenih pač ambicij, bo na tak način najbolj razumela ljubezen. Se pravi, hkrati pa jo mora potrjevati v tej njeni gonji, po domače povedano, ampak v tej njenem doseganju ciljev. In če nadaljujemo, potem pridemo že do statusa svobodna umetnica, ki je dostikrat tudi prisoten že v sodobni družbi, se pravi ženske, ki sledijo svojemu srcu namesto svojim vzorcem, ki bi jih pridobile pač v šoli ali pa na študiju ali pa v družbeni vzorcu, kjer pač ženska mora nekaj biti ali pa naj bo doma. V glavnem, svobodna umetnica predvsem ceni čas zase, čas za svoje ustvarjanje in hkrati tudi moško pozornost tam, kjer v bistvu moški najmanj razumejo stvari. Se pravi, za moške nekakšnem abstraktnem umetniškem svetu. Čist drugače je seveda, če je tudi moški umetnik, potem ve, o čem govorim zdaj. Sicer pa gre za to, da nekako sprejemate njeno delo, njeno umetnost kot nekaj zelo pomembnega v njenem življenju in to tudi na nek način izkažete tudi nekakšno spoštovanje njenemu delu in njenemu načinu življenja. Cenila bo svobodo v smislu, da ji pustite, da ustvarja takrat, ko mora ustvarjati, obenem pa bo cenila tudi neke vrste zavezništvo, zavetništvo, v katerega se bo lahko vedno znova pač vrnila, ko bo kot svobodna umetnica pristala na trdnih tleh, pri katerih gre predvsem za to, da je treba danes tudi preživeti. Najbolj pogost odtenek kariernega statusa v sodobni družbi pa je seveda super ženska. Super ženska je tista ženska, ki zmore vse, vsaj na videz. Poskrbi za otroke, poskrbi za gospodinjstvo, je vedno pripravljena za akcijo pri svojem moškem, poskrbi tudi za njega in za njegove reči, poskrbi za celo družinsko življenje in ob tem hodi še v super pomembno službo. Super ženska vse to zmore, seveda bolj kot ne na videz. In pa seveda zato, ker ima ob sebi zelo, zelo prijaznega, sočutnega in tudi moškega, ki jo v glavnem podpira, ki jo podpira čustveno, ki jo podpira osebnostno, ki jo ljubi in ji to tudi sporoča in ji na tak način daje energijo. Ta ženska seveda najbolj ceni potrditev ravno v tem, da je odlična v vsem. V vsem, kar počne, ji gre super. To želijo naslišati in to jo žena naprej. Seveda je nevarnost pri taki ženski, da bo želela imeti pod nadzorom vsaki kotiček tudi zveze med moškim in žensko, se pravi,
svoje zveze z moškim in nasplošno bo želela imeti vse pod nadzorom, kajti če imaš toliko nalog, če si taki multitasking zadaš, moraš imeti vse pod nadzorom, če hočeš biti toliko miren. Ampak vse veste, ta potreba pod nadzoru lahko dostikrat tudi negativno vpliva na odnos. Spet podobno kot pri zvezi z karieristko, se zgubi neka toplina, neka iskrenost, neka pristnost. Ker ljudje, ne ženske, ne moški, v resnici nismo ustvarjeni za multitasking. In super ženska, podobno kot velja za moške, za vsakim uspešnim moškim stoji še bolj uspešna ženska, lahko v tem primeru pač postavimo tudi obratno. Se pravi, super ženska je lahko super ženska, če ima za sabo moškega, ki jo pri tem podpira in je resnično stoji ob strani. Resnično. To pomeni, da ji tudi zmasira ramena zvečer, da jo vpraša, če lahko on mogoče danes skuha, da gre po otroke včasih, oziroma da se nekako vključi v vse njene načrte brez nekega posebnega pritoževanja ali pa izdelovanja njegovih lastnih planov. V glavnem, če se spasi noter v te njene plane, potem bo super ženska lahko odlično vozila svojo pot na tak način. Imamo pa še seveda en odtenek, ki pa nekako ni sporeden z temi, to je odtenek študentka. Izbrala sem ga, ker je veliko odnosov danes v sodobni družbi tudi takšnih, kjer je pač moški že v službi, hodi pa za študentko, naprimer, ki pač potem tudi razvije dostikrat enega izmed teh odtenkov, ampak je pa pomembno, da pri zvezi z študentko se zavedate pač, da je to ženska z ambicijami, mlada ženska z ambicijami. In te ambicije morate seveda spoštovati. Najbolj bo cenila potrditve ravno v tem, da ji gre super na področju, ki si ga izbrala in da čuti nekakšno podporo v vsem, kar počne v svojem življenju. Podobno kot super ženska, podobno kot karieristka, konec koncev svobodna umetnica, in na koncu tudi mati, gospodinja. V glavnem, vsaka ženska na koncu čuti največjo potrditev in podporo, da tam, kjer ji poveste, da je odlična v tem, kar počne. Tako bo najlažje sledila svojemu poslanstvu. To je, kar se tiče kariernih statusov. Sedaj pa še na hitro k statusom glede na leta oziroma starosti, v katerem se ženske nahajajo. Namreč tu gre za zelo zanimive ugotovitve. In sicer ženske resnično odraščajo in se spreminjajo. Mlade ženske, vemo, so dostikrat neizkušene, naivne in hitro padejo pod vpliv šarma starejših moških. Zato, kot sem že omenila prej pri študentkah, velikokrat pač mlajše ženske hodijo s starejšimi moškimi in si na tak način v bistvu oblikujejo neke izkušnje in neka mnenja o odnosih z moškim. V svoji knjigi sem te starostne odtenke poimenovala kar z imeni, zato da si v bistvu bralec lažje predstavlja neko osebo za to starostjo, se pravi, da ne govorimo, ne vem, od 15 do 20 in ne vem, od 30 do 40, kakorkoli. V glavnem, mlada ženska je Nina in Nina se želi zabavati, želi spoznavati življenje, želi pridobiti čim več izkušenj tudi na področju v odnosih z moškimi. In kar je še najbolj značilno za Nino, pač je vihrava in ima veliko ognja v sebi. Če ste za takšno žensko, se morate zavedati, da je vaša najpomembnejša vloga, da tega ognja ne pogasite in da v bistvu vihrate za njo. To je tista najboljša stvar, ki jo lahko date takšni mladi ženski. In se z njo zabavate, torej z njo spoznavate življenje še enkrat, čeprav ste ga vi že spoznali, ampak tako pač je, če ste si izbrali takšno mlado dekle oziroma žensko. To mlado dekle se hkrati skozi čas, skozi študij, skozi neka obdobja določena življenjska, ne vem, ko začne se osamosvajati, spremeni v žensko v svojem cvetu, se pravi, zacveti kot ženska, dekleta se v žensko spremeni in to žensko sem poimenovala Carmen. Carmen je ženska v svojem cvetu, naučila se je marsikaj že o moških, o življenju in začela se je osamosvajati, dobila je recimo prvo službo, mogoče celo kupila svoje prvo stanovanje. Skratka, Carmen je začela hoditi po poti osamosvojene ženske. Tukaj gre tudi za to, da Carmen velikokrat
hrepeni tudi po nekakšni neodvisnosti in občutku samosvojosti, samozadostnosti, predvsem samozadostnosti. Ona zmore vse sama. Ona v bistvu moškega sploh ne rabi. To seveda ni res, ker potem takoj v naslednjih trenutkih, ko ne čuti več tako močne samozavesti in te samozadostnosti, potrebuje moškega ob sebi in si želi moškega ob sebi, tudi zato, ker načrtuje v bistvu družino in pravzaprav potrebuje samca, s katerim bo oblikovala to svojo zamišljeno življenje. Še vedno je Carmen zelo, nekoliko manj vihrava, ampak še vedno zelo ambiciozna, kar se tiče življenjskih izkušenj, še vedno želi življenje spoznavati in ga srkati in se iz njega učiti. A ja, pa še to. Carmen je najbolj zmedena ženska izmed vseh. Carmen v bistvu najmanj ve, kaj hoče. Ona misli, da ve, kaj hoče, vendar je ves čas v konfliktu med vzorci, željami, cilji, ki si jih je zastavila v času otroštva in odraščanja, se pravi neki idealni okviri, ki bi jih želela speljati v svojem življenju, in med realnostjo, ki se ji dogaja. Se pravi, ona bi rada speljala svoje načrte, vendar ji realnost kaže nekakšne drugačne slike, stvari v resnici so drugačne in zato je Carmen najbolj značilna v tem, da nikoli ne ve, kaj hoče. Potem pa Carmen končno najde svojo pot, se usteli, najde svojega moškega, ustvari si družino ali pa kariero, kakorkoli ustvari si neko svoje življenje, neko stabilnost, zasidra se v neki zgodbi in takrat preide v obdobje Ane. Ana je ženska, ki ima zdaj že kar nekaj življenjskih izkušenj, nekoliko se umiri njena vihravost in prične živeti v nekakšni rutini, bolj kot nove izkušnje, kot neke avanture, kot neke ustvarjanje novega življenja, se začne Ani zdaj dogajati to, da želi najti samo sebe kot svojo dušo, kot svoje srce, kot svojo zgodbo, resnično, kdo je ona. Ana je ženska, ki začne raziskovati to, kar je v bistvu. Ana zato v tem obdobju potrebuje stabilnega partnerja, se pravi moškega, ki bo stal ob strani v njenem življenju, ki sta ga skupaj ustvarila, ali pa recimo, če je Ana ločena in spozna novega moškega, se pravi moškega, ki bo spoštoval to, kar je do zdaj ustvarila in bo z njo dejansko šel to pot naprej, ustaljeno. Po drugi strani pa ji bo dovolil prostor, da bo Ana našla samo sebe, se pravi dovolil ji bo to svobodo, da hodi po poteh, na kateri bo raziskovala, kdo sploh je. In moški, ki zna to spoštovati in zna dajati potrditve, predvsem v tem smislu, da je prav, da raziskuje sama sebe, da je prav, da išče svojo pot in da je izjemna ženska, predvsem to, ker vse to, kar je Ana v bistvu skozi obdobje Nine in obdobje Carmen ustvarila, mora danes nekaj pomeniti. In zato je pomembno, da ravno v tem obdobju stojite Ani ob strani pri raziskovanju same sebe in hkrati dajete potrditev, da je izjemna takšna, kot je. Tako bo čutila, da je na tej poti, po kateri hodi, na pravi poti. In na koncu pridemo še do zelo izkušene ženske, do najbolj zrele ženske, to je Liza. Liza je starejša ženska, ki ima za sabo pestro življenjsko zgodbo, verjetno ima že vnuke, če ne pa odrasle otroke, ali pa kakorkoli pač ima neko zgodbo za sabo, ima izkušnje in je umirjena. Po vsej verjetnosti je našla sebe, vsaj delno, če ne pa je našla neko pot, na kateri se je začela počutiti varna takšna, kot je. In Liza je zato v bistvu fajn za moške. Razume tudi moškega, ne pričakuje več veliko od moškega, postane dejansko samozadostna čustveno, še vedno, ker je pač ženska in še vedno ima inštalacijo, potrebuje dostikrat moške potrditve, vendar veliko manj. V tem obdobju si Liza želi uživati. Liza je ženska, ki si želi dejansko za nazaj uživati, potovati ali pa preprosto uživati samo v
svojem miru v svetu, ki si ga ustvarila, naprimer, če ima hišo z vodiščem, z vnuki, z svojim možem, pri dobrem kosilu, na potovanjih, kot sem že rekla, želi prebirati knjige, želi imeti čas zase v nekem umirjenem slogu. Se pravi, vso tisto vihravost od Nine do ustvarjanja svojega življenja skozi Carmen, do iskanja same sebe skozi Ano, je zdaj Liza na stopnji, kjer potrebuje moškega bolj kot ne kot svojega partnerja v zabavnih zadevah, v uživanju življenja. To so v bistvu odtenki žensk, ki sem jih nekoliko lahko opredelila glede na, kot sem rekla, starostne skupine in pa karierno udejstvovanje žensk. Seveda pa še enkrat opozarjam, to je bilo zelo na kratko, zelo površno in v bistvu govorimo cel čas samo o odtenkih, medtem ko vsaka ženska nosi svojo edinstveno barvo in pomembno je, da si dovolite, da to barvo spoznate, da date dovolj časa vama obema in da opazujete svojo žensko, da opazujete, v kakšni barvi vaša ženska cveti in živi in na podlagi tega jo ljubite takšno, kot je. Tako, v naslednjem videu pa bomo obravnavali dejansko zelo zanimivo temo. In sicer govorili bomo o tem, kakšen je danes top samec med moškimi, se pravi, kako izgleda zaželjen moški, kaj ženske v bistvu od moškega danes pričakujemo. Ne zamudite!